Bogovič, 1 minuta. Bardzo proszę, panie pośle. IPP. Hvala za besedo. Naj takoj na začetku se zahvalim in čestitam poročevalcema, gospodu Van Nistelrooiju in gospe Krelovi za to poročilo. Strukturne reforme so nekaj, s čimer izboljšamo situacijo v državi. Ni dovolj, da prejmemo samo kohezijska sredstva in da je naš ključen cilj, da ta sredstva porabimo, da ne ostanejo neizkoriščena. Zelo pomembno, kako porabimo ta sredstva, kako prestrukturiramo tudi domače proračune, zato da bo javna poraba čim učinkovitejša, da se bodo države, ki so prejemnice teh sredstev, čim prej izvile iz razvojnega zaostanka. Prihajam iz Slovenije, kjer prav tako rabimo pomoč, da bomo izpeljali na primer zdravstveno reformo, da bomo izpeljali reformo šolstva, da ne bomo dobili kadre, ki so nezaposljivi in imeli manko tehničnih poklicev. Rabimo reformo javne uprave in temu so ta sredstva namenjena. Če povem v prispodobi, ni dovolj, da imaš za dober kruh samo moko, jajca in podobne sestavine, imeti je potrebno tudi kvas. In ta sredstva smatram predvsem kot kvas, zato da se bo v državah čim bolje delalo in da si bodo države same pomagale, ne da bodo vedno odvisne od tuje pomoči. Hvala.